Ob svetovnem dnevu knjige so v novomeški knjižnici Mirana Jarca gostili častnega občana in vsestranskega kulturnega ustvarjalca, novomeškega rojaka Milčka Komelja. Njegovo delo je tesno povezano z rojstnim Novim mestom, saj je bil že kot sin prvega ravnatelja novomeške knjižnice od otroštva povezan z novomeško kulturo in njenimi akterji. Jaz sem ves čas preživel z očetom, knjižnica je bila s početka v današnji osnovni šoli in tam mi je oče kazal kipe, slike slovenskih pisateljev, umetnikov in jaz sem jih štel pravzaprav za nekakšna božanstva skoraj, tako da sem si ta odnos do umetnosti izpostavil pač z očetom ravno v tej knjižnici. Ko se je pa knjižnica preselila v nekdajno Kresijo, ker je še danes njeno jedro, tam je bila pa cela galerija. So bile Lamutove, Jakčeve slike, Moletove in podobno. Moj oče je zbiral rokopise, zlasti Mirna Jarca, sem nenehno hodil z njim in ker smo stanovali sproti knjižnice, sem veliko časa prebil kar pri očetu. Tam se je za očetovo mahagonijevo mizo srečal s številnimi znanimi novomeščani. Tja so prihajali slikar Lamut, Jakac, Podbevšek, Ilka Veštetova, skratka, tam sem nekako spoznal celo vrsto umetnikov, ki sem jih začel tudi risati in sem tudi veliko prebral, knjige sem imel pa tudi doma, tako da je bila knjižnica v bistvu moj, sem že rekel, drugi dom, imam na njo najlepše spomine in tudi nek prototip življenjskega vzorca sem je tam spostavil, ker sem se tam navadil, sem v to srečo, pa možnost, da sem videl toliko umetnikov, kasneje v življenju, se mi pa isto ponovilo, samo umetniki so bili drugi, Klubu Nove revije, pa na Slovenski matici, predvsem pa tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer se srečujem z umetniki. Komelj je med drugim svojemu rojstnemu kraju posvetil novomeško knjigo. Je ta knjiga sodi pa v serijo slovenskih mest, ki jih na pobudo Franceta Bernika začela izdajati Slovenska matica in namen te knjige je, da iz odlomkov literarnih del, tudi drugih dokumentarnih in slik, ki so kot umetniške predloge dodane, ustvari podobo mesta, skratka. In vseh teh tekstov raznolikih se res vidi neka posebna štimoga, ki jo vsi poznavalci Novega mesta in tisti, ki gledajo Novo mesto oddaleč od zunaj, priznavajo. Neka posebna štimoga, smisel za lepoto, poezijo, odnos do narave, nekaj konzervativnega, elegičnega, čeprav je hkrati tukaj zdaj tudi veselje do življenja in tudi novomeška pomlad je hkrati romantična in pa avantgardna. Novomeški umetniki so odločilno krojili tudi slovenski ustvarjalni prostor, tako nekoč kot danes. Jakac, Kete, predvsem Trdina, vsi so to trozvezdje, kasneje tudi Mlakar, Kozina in tako naprej, so se ustalili v slovenski zavesti in živijo tudi v zavesti kasnejših ustvarjalcev, tako da se to prežema in če gledate spise kasnejših umetnikov, se več čas pojavljajo ista imena, podoben način doživljanja v pogledu na mesto, skratka, podobna čustva, ki so porejene tudi v spominu na ustvarjalne prednike pri mlajših ustvarjalcih, tako nek genius loci tukaj zelo živ in zelo avtentičen. Prihodnje leto bo dolenjska prestolnica praznovala 650-letnico in v novomeški knjižnici upajo, da jim bo ob tej priložnosti uspelo obnoviti tiste dele stavbe, ki so tega potrebni. Knjižnica je po mojem ob arhivih svet temeljna kulturna ustanova, ker je knjiga temelj vsega, svet tudi galerije so pomembne, ampak knjižnica je dejansko temelj, to je oaza pravzaprav, ker se človek srečuje s kulturo in podobno, ne glede na oblike, ker zdaj marsikdo druge vrste knjig, elektronske porabljam, to so še vedno knjige, jaz seveda verjamem v obstoj in razvoj svoje klasične knjige, ker sem še iz starejše generacije Gosega Peresa in tiska, knjižnica je pa od nekdaj novomeška, tudi slovela po svojih raritetah. Pogovoru s Komeljem se je pridružil tudi novomeški slikar Samo Kralj, ki je knjižnici Mirana Jarca Novo mesto podaril portret Milčka Komelja. Prireditev so sklenili s podelitvijo plaket zagovornikov novomeške knjižnice, prvič v njeni zgodovini. Institut zagovornikov knjižnice je poznan drugje po svetu, v evropskih državah, tudi posebej v Ameriki. Uveljavlja se tudi pri nas. To pomeni, da so to osebe, ki s svojim delovanjem, v svoji funkciji, v svoji poklicni vlogi, kjerkoli pač delujejo, prispevajo lepo besedo v knjižnici, širijo njeno poslanstvo in jo podpirajo, kjerkoli se pač nahajajo. S tem pridobiva knjižnica na ugledu, na publiciteti in pa tudi na dvigu svoje strokovnosti. Sicer pa je Milček Komelj za svoje delo prejel številna priznanja in nagrade, postal častni meščan Novega mesta in je predsednik najstarejše slovenske znanstvene in kulturne ustanove Slovenske matice.